V letu 2023 pričakujem veliko razuma in razumevanja. Sodelovanja, predvsem miru, vzajemnosti, nekega medsebojnega spoštovanja, ki nam lahko pravzaprav pokaže pot iz trenutne situacije. Tega si zaslužimo in zato se bomo borili. Da bomo izpolnili še tisto, kar nam ni uspelo do konca leta. Ja, sigurno manj turbulenc, čeprav je to samo moja pobožna želja. Upam, da bomo uspeli dobro voditi državo, pa sprejemati take odločitve, da bodo v korist vseh ljudi, ne samo tistih, ki se ponavadi najbolj bunijo, ker izgubijo kakšne bonuse. V letu 2023 si želim predvsem miru za Ukrajince, za svet, blaginjo za vse in pa spoštovanje med soljudmi. Da ne bomo imeli več referendumov, vsaj ne toliko, kot jih je bilo v letu 2022, in da bomo predvsem gradili zaupanje do ljudi. Leto 2023 pričakujem, da bo še boljše kot leto 2022, ker bomo uspeli z vsemi reformami, ki jih načrtujemo, torej pokojninsko, zdravstveno, plačnega sistema in pa tudi mojo rano reformo na področju dolgotrajne oskrbe. Da bi si čim večkrat v letu 2023 dovolili brezskrben spust po toboganu življenja. 2023 želim predvsem veliko zdravja, iskrenih odnosov in pa predvsem to, da družba ne zamenja dobrin za odnose. Pričakujem tudi več politične kulture. V letu 2023 nas čakajo nove zgodbe, novi uspehi, nove zmage, lepe priložnosti, ki jih bomo dosegli, ponavljam, skupaj. Želim si za Slovenijo pa tudi, da zdravstvo postavimo na zdrave temelje, kajti samo takšno bo res lahko služilo zdravju in zadovoljstvu Slovenk in Slovencev. Kot družba pa bomo tako lahko delovali na tistih pravih zdravih vrednotah. Srečno Slovenija v 2023.